sedaj narediti. Daš na skupni imenovalec, ko daš ulomkovo črto, spodaj je 6, zgoraj je 1, skupen imenovalec je 8, bravo 4, v 8 gre. 2. Multiplikatorka sem že 5 let, na srednji šoli Jesenice imam okrog 27 priseljencev, prvo, drugo in tretje leto in se z njimi ukvarjam in jim pomagam. To je pa moja pisarna, v tej pisarni izvajamo veliko aktivnosti, naprimer že sredi počitnic, uvajamo dijake priseljence in jih učimo slovenski jezik ter jih vključujemo v okolje. Poleg tega pred začetkom šolskega leta organiziramo tudi dobrodošlico, tako da dijaki priseljenci spoznajo šolski sistem, šolske prostore in vse zaposlene na šoli. Poleg tega se pa spoznajo tudi med sabo in to je bistveno zato, da vejo, da v tej situaciji, ki so se znašli, niso sami. Moje ime je Altin, prihajam s Kosovo. V Sloveniji sem že 2 leti, hodim v drugi letnik mehatronik operater. Slovenščino sem se naprej učil na društvo Žarek, potem na naši šoli smo imeli tečaj za slovenščine. Pomagaš ti, Resnija iz Ljudske univerze, razrednik, moj sošolc Laudrim, ki je Albanec in živi več let v Sloveniji. Dijaki priseljenci na naši šoli prihajajo samo iz držav bivših jugoslovanskih republik. Največ dijakov je iz Bosne, prihajajo tudi z Kosova, Makedonije, Srbije, tudi z Hrvaške imamo enega dijaka. Izvajamo tudi šolo za mame in to za mame iz Kosova, ker se učijo slovenski jezik. Poleg tega jim pa tudi pomagamo pri vključevanju v okolje. Tudi napišemo kakšno prošnjo za službo ali pa iščemo stanovanje, tako da se boljše počutijo in da se tudi med sabo spoznajo. Kar se pa srečujemo tudi s priseljenci, ki so jezikovno in kulturno drugačni, nam nepoznani, to se pravi, ne poznamo jezika, ne poznamo kulture, je pa na Jesenicah nastala velika potreba po nekomu, ki bi pomagal pri osnovni komunikaciji. Zato je že v letu 2015 na Centru za socialno delo Jesenice nastala ideja, da se zaposli kulturnega mediatorja, mediatorko. No in v letu 2016 je bila kulturna mediatorka zaposlena preko javnih del. Javna dela so seveda začasna oblika zaposlitve, no in potem smo se na pobudo Centra za socialno delo in ostalih javnih zavodov dogovorili, da zaposlimo jezikovno-kulturno mediatorko na Ljudski univerzi Jesenice. Tako da je gospa Resnija pri nas zaposlena že od aprila 2017. V našem svetovalnem središču Gorenjske svetovalka res velikokrat pride v to situacijo, da naleti na neko kulturno oviro, ki jo ne razume. In podporo, ki jo nudi v primeru, prijav na urad za delo, pri urejanju zadev na upravni enoti, na Centru za socialno delo. Včasih ta ovira je nepremostljiva, se pravi, jo svetovalka sama ne zna razumeti, ne zna nekako iti čez njo, tako da se poveže s kulturno mediatorko. Delo strokovne sodelavke za sporazumevanje z albansko, makedonsko in bosansko govorečimi je res pestro in zanimivo. Priseljencem pomagam na jeseniških osnovnih šolah, na srednji šoli in CSD-ju. Drugi del moje naloge je povezan z delom na Ljudski univerzi Jesenice. Tam imamo kar nekaj projektov in dejavnosti, v katere se vključujejo priseljenci. Priseljenci se velikokrat obrnejo name za pomoč pri urejanju dokumentacije na Centru za socialno delo, upravni enoti in Zavodu za zaposlovanje. Naprimer, vprašajo o pogojih za pridobitev stalnega bivanja, potrebujejo pomoč pri izpolnjevanju različnih vlog in podobno. Kulturna mediacija v praksi največkrat izgleda kot pomoč pri šolskih obveznostih učencem in dijakom, pomoč staršem pri sporazumevanju z učitelji, torej to je pa sodelovanje pri govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Jaz sem Artiola Voci, prihajam z Kosova. Tule hodim na srednjo šolo Jesenice, sem že 4 leta tule. Sem na 3. letnik vzgojiteljica za predšolski otrok.
Seveda največ težave imam s slovenščino še vedno in na praksu to je najhuje, ker moram z otroci pogovoriti na knjižni jezik. Jaz imam 4 otroke, imam 2 čerke in 2 sina. Hčerki hodi v srednji šoli Jesenice, sina pa na osnovni šoli. Tako da sem zelo odnosna za otroci, ker hčerke so prišli že 4 leta sta tle. Zato za zelo kratko časa so naučili slovenščino.